No, lansko leto smo prvič izvedli ta pohod, bili sicer sam štirje. No, letos je malo boljša udeležba, upam, da se bo še kaj povečalo. Bomo šli na to mesto, kjer je bil ta prvi spopad tigrovcev z Italijani. Šli bomo po isti poti, kakor so šli gor Italijani takrat. Boste videli, če je tu možno kar tako najdete, ali je bila izdaja. Ja. Še mi smo se na malo zgubili in Italijani se knejdi. Čakaj, kako moram tule zdaj? Tule... Zdravico, brat mieć pozapil. Bóg naszo nam deželo, Bóg živi ve slovenskih svet. Bratev se, kar nas je, sinov slovenče matere. Bratev se, kar nas je, sinov slovenče matere. Slovenče matere. Spoštovani udeleženci današnje spominske slovesnosti, drage sestre in dragi bratje. Pravkar smo poslušali odlomek iz pisma apostola Pavla k kristjanom v Efezu, kjer apostol poudarja potrebo po dobrosrčnosti in resnicoljubnosti med člani krščanske skupnosti. V tej odgovornosti za resnico, poštenost in mirno sožitje obhajamo tudi mi danes to sveto mašo za domovino in v spomin prvih žrtev vojne. Molitev za domovino ni le priložnost za spomin na naš narod ali državo, ampak predvsem tudi trenutek hvaležnosti Bogu za dar doma, jezika, kulture, vere in ljudi, med katerimi in od katerih smo prejeli življenje in vzgojo duha, omiko, sposobnost, da oblikujemo kot posamezniki in kot politična skupnost življenje, ki bo v skladu s človekovim dostojanstvom vsakega od nas. Naša domovina ni samo lepo naravno okolje tega raja pod Triglavom, kot radi rečemo. Domovina je naša zgodovina, materin jezik in duhovna kultura, pesmi in povesti naših prednikov. Domovina pa je tudi upanje prihodnjih rodov. Sedanja prevladujoča miselnost domoljubje prezira v prid nekega meglenega svetovljanstva ali globalizma, kot radi rečemo. Toda
pravo domoljubje ni ošabno poveličevanje samega sebe in še manj zaničevanje drugih narodov. Krščansko domoljubje raste iz hvaležnosti za to, kar smo po zaslugi svojih prednikov. Človek, ki ne spoštuje svojih korenin, tudi drugih ne more resnično spoštovati. Narod brez spomina pa postane kakor drevo brez korenin. Zato narodna zavest in ponos nista nikoli odveč ali zastarela, ampak znamenje zrelosti naroda, ki ve, kdo je, odkot prihaja in kam, v katero smer se želi razvijati in iti. Kristjan ljubi svoj narod, vendar ne proti drugim narodom. Ljubi svojo domovino, vendar ne tako, da bi izključeval ali zanikal dostojanstvo drugih ljudi, saj v njih vseh vidi brate in sestre v Kristusu. Narod ne more živeti samo od gospodarske moči ali še tako dobrih političnih programov. Narod živi najprej iz duhovnih in moralnih vrednot, med katerimi sta pravičnost in poštenost na prvem mestu. Torej tudi iz poštenega, resnicoljubnega odnosa do svoje zgodovine, do svojih zmag in tudi do svojih ran. Danes bi rad predvsem poudaril pomen resnicoljubnosti. Brez resnice ni sprave, brez resnice ni zaupanja, brez resnice ni svobode. Zato Jezus v Evangeliju tako močno poudarja pomen resnice in svari pred nevarnostjo laži. Njegove besede v hudiču, ki je hkrati oče laži in morilec, ker v njem ni resnice, so izjemno težke, resne, ampak zato tudi vredne naše pozornosti. Posebno v našem okolju propagande, manipulacij in ideoloških delitev. Kajti v našem času je vprašanje resnice postalo še posebej pereče. Obdani smo z množico informacij, žal pa tudi propagande, manipulacij in polresnic. Ljudje pogosto ne vedo več, komu verjeti. Resnico krojijo interesi, oblastiželjnost in ideologija. Nekateri gredo celo tako daleč, da trdijo, da resnicoljubnost sploh nima smisla, ker resnice ni. Zato naj ima vsak svojo resnico. A če naj ima vsak svojo resnico, potem bo v resnici vsak imel svojo laž. Kajti resnica je samo ena, laži pa je lahko več. Toda Jezusov učenec ne more nikoli pristati na laž in ali zavajanje s polresnicami. Evangelij nas ne kliče k udobni laži, ampak pogumni, tudi če včasih trpka, resnicoljubnosti. Jezusove besede, spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila, mora postati program za življenje posameznika in naroda. Samo resnica osvobaja človeka strahu, manipulacije in sovraštva. Laž pa narod razkraja od znotraj. Kjer propaganda zamenja resnico, tam se začne nezaupanje, razdeljenost in na koncu
duhovna utrujenost. In kot nas opozarja Jezus, na koncu se vse konča v propadu in smrti. Kajti hudič kot oče laži je tudi morilec, uničevalec. Zavezanost resnici velja tudi za naš odnos do preteklosti. Noben narod ne more graditi prihodnosti na zamolčanih dejstvih ali na enostranskih razlagah zgodovine. Pošten odnos do zgodovine pa zahteva, da sprejmemo resnico v celoti, tudi tam, kjer je boleča. Kristjan se ne boji resnice, ker veruje, da je Bog gospodar zgodovine, ki nas preko vseh zmot in zablod vabi k odpuščanju in spravi in nam jo tudi on sam prvi podarja. To je tudi naša naloga za danes. Ljubiti domovino pomeni graditi skupno dobro, živeti pošteno, odgovorno in spravno. Naša domovina danes potrebuje ljudi, ki bodo znali govoriti resnico brez sovraštva, braniti pravičnost brez maščevalnosti in ohranjati spomin brez novih delitev. Potrebuje poštene in odgovorne politike, potrebuje učitelje, ki vzgajajo k resnicoljubnosti in medsebojnemu spoštovanju. Potrebuje starše, ki so lahko svojim otrokom zgled. Potrebuje mlade, ki so polni zaupanja in optimizma. Potrebuje kristjane, ki v javno življenje prinašajo mir, pogum, resnicoljubnost in poštenost. Posebej moramo prositi Boga, da bi v našem narodu ozdravel odnos do besede, odgovoren odnos do tega, kar izrečemo. Koliko ran povzročajo laži, poniževanje, medsebojno obtoževanje in manipulacije. Kolikokrat se močnejši poslužujejo propagande namesto dialoga. Kristjan ne more sodelovati pri širjenju laži, četudi bi bile politično koristne ali ideološko privlačne. Resnica tudi ni last ene stranke ali ene skupine. Resnica je moralna dolžnost za vsakoga. Zato je danes tako zelo aktualno Jezusovo naročilo o tem, da moramo spoznavati resnico za resnično svobodo. In naročilo apostola Pavla, ki pravi, proč z lažjo, govorite resnico vsak svojemu bližnjemu, kot smo slišali v berilu. Dragi bratje in sestre, domovina ne bo rasla samo zaradi gospodarstva ali tehnologije. Rasla bo toliko, koliko bomo v njej rasli ljudje resnice, pravičnosti in medsebojnega spoštovanja. Prihodnost naroda se začne v vesti vsakega njegovega člana. Prosimo danes Gospoda, naj v naši domovini prevlada duh resnice in modrosti. Naj ozdravi rane preteklosti, preseže ideološke delitve in utrdi med nami spoštovanje do vsakega človeka. Tudi resnicoljubnost je vprašanje medsebojnega spoštovanja. Kdor drugega človeka spoštuje, mu ne laže in ga ne vleče za nos. Naj bodo v našem javnem življenju na prvem mestu poštenost, odgovornost in služenje skupnemu dobremu.
in naj nas vedno spremljajo in usmerjajo Jezusove besede. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobajala. Amen. Ne glede na vse, danes smo zbrani tu, da se spoštljivo poklonimo vsem žrtvam komunističnega nasilja. Naš današnji večer je tudi poln upanja in pričakovanja, da bomo končno lahko dostojno pokopali pomorjene. To upanje nam zbuja ta teden vložen zakon o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. Sprejetje tega zakona tako ni politično dejanje. To je dejanje človečnosti, dejanje pietete, ker smo ljudje. Spoštovani, naša slovesnost naj poteka v tišini, zato vas prosimo, da med svečanostjo ne ploskate, ne nastopajoči. Naši pokojni naj bodo v naših srcih. Thank you.